Svet kulture. Pozdravljeni v svetu kulture. S koncertom Festivalskega orkestra na prostem se bo danes začel jubilejni 150. Wagnerjev festival v bavarskem Bayreuthu. Med vrhunce letošnjega festivala, poleg opere Rienzi, sodijo Leteči Holandec, Rensko zlato, Valkira, Siegfried, Somrak bogov in Parsifal. V jubilejnem letu se festival na uradnem otvoritvenem večeru v soboto sicer ne bo začel z delom Richarda Wagnerja, temveč z 9. simfonijo Ludwika van Beethovna. Svet kulture. Festivala v Gledališki palači na Zelenem griču se še zmeraj drži sloves najtežje dostopnega glasbenega festivala. Tako vas bo danes kupljena vstopnica postavila v dolgo čakalno vrsto. Vrata bayreuthskih slavnostnih iger se vam bodo odprla šele čez kakšnih 10 let. Z Radiem Slovenija pa ste lahko v prvi vrsti. Naš program Ars bo, kot vsako leto, in tako je od leta 1951, prenašal uvodno predstavo. Ta bo letos na sporedu izjemoma 26. julija. Prvič v zgodovini festivala pa bodo uprizorili Wagnerjevo mladostno delo, veliko opero Rienzi. Nekaj poudarkov je zbral Dejan Juravič. Slavnostne igre v Bayreuthu bodo ob 150-letnici svojega obstoja odprle vrata delu, ki tam doslej še nikoli ni bilo uprizorjeno. To bo Rienzi, Wagnerjeva tretja dokončana opera in za časa skladateljevega življenja eden njegovih največjih gledaliških uspehov. Glasbeno vodstvo bo prevzela Nathalie Stutzmann, naslovnega junaka bo interpretiral Andreas Schager, režijo pa podpisujeta Aleksandra Semeredi in Magdolna Parditka, ki napovedujeta ponovni začetek in ne ponastavitve. Zgodovine recepcije dela namreč ne želite izbrisati. Semeredi Rienzija označuje kot kontaminirano delo, Parditka pa pravi, da skupaj z opero v določeni meri uprizarjata tudi njeno recepcijo. Bayreuth je po njunih besedah pravi kraj za takšno soočenje, saj je bil festival vedno tudi velika politična inscenacija. Toda kateri Rienzi bo pravzaprav uprizorjen? Wagnerjeva izvirna partitura je izgubljena, prav tako ni ohranjeno popolno izvedbeno gradivo dresdenske praizvedbe iz leta 1842. Nova bayreuthska različica zato ni rekonstrukcija nekega dokončnega izvirnika, izhaja iz hipotetičnega vprašanja, kakšno obliko bi opera lahko dobila, če bi jo Wagner okoli leta 1871 še enkrat dokončno uredil. Pri pripravi so upoštevali različne plasti notnega izročila, poznejše skladateljeve posege in notranjo dramaturgijo posameznih glasbenih točk, med katere so vključili tudi baletno glasbo, da bo izvedba v celoti popolnejša, delo pa predstavljeno celoviteje. Prva bayreuthska uprizoritev Rienzija bo tako hkrati srečanje z Wagnerjevim zgodnjim glasbenim gledališčem, z neenotnim notnim izročilom in s politično obremenjeno zgodovino dela. Kako se bodo ti vidiki povezali na odru, bo mogoče presoditi šele po premieri, še prej pa po končnih aplavzih. Te boste lahko slišali, če se mi pridružite to nedeljo 26. julija na programu Ars. Neposredni prenos se bo začel ob 15:50. Eden najbolj prepoznavnih mednarodnih glasbenih projektov na področju glasb sveta, Etnohisterija World Orchestra, jutri zaključuje letošnje srečanje. Pred ekipo sta še 2 nastopa, sinoči pa so koncertirali v Kosovelovem domu v Sežani. Nekaj ur prej so obiskali najstarejšo turistično jamo v Evropi, jamo Vilenica, in v plesni dvorani ustvarili glasbeni trenutek. Tam je bila z radijskim mikrofonom tudi Irena Cunja.
Etnohisterija World Orchestra že več kot 2 desetletji navdušuje občinstvo po Evropi s svojo izjemno energijo, glasbeno izvedbo in edinstvenim prepletom svetovnih glasbenih tradicij. Letošnja zasedba združuje 75 glasbenikov iz 21 držav. Med njimi je prvič tudi 22-letna Tara z Nizozemske. Na delavnici sem spoznala veliko glasbenikov, pravi Tara, s katerimi želim v prihodnje sodelovati. Pridobila pa sem tudi veliko novega znanja na področju glasb sveta. Zelo mi je všeč način dela, tako je bolj dostopno tudi za tiste, ki nimajo klasične glasbene izobrazbe. Učenje poteka zelo hitro, v kratkem času moramo spoznati različne glasbene sloge. Kot mentorica Slovakinja Petra Anderufova v orkestru deluje zadnjih 5 let, prej pa je dobro desetletje sodelovala kot glasbenica. Zakaj? Zaradi glasbe, zaradi učenja se novih komadov, zaradi te krasne družbe, ljudi, spoznavanje in igranje skupaj. Mislim, to, kar se dogaja v orkestru, je res zelo posebna priložnost, da lahko toliko različnih glasbenikov z teh različnih držav, kultur in skupaj sodeluje in skupaj ustvarja. Je pa neka zelo taka posebna zadeva to, ne? To ni klasičen način dela v orkestru. Dobiš note, ki jih je nekdo napisal in potem se skupaj poustvari to glasbo, ne? Je drugačen način dela, kakšen je? Ja, tu se učimo vse po posluhu. Pride vsakič uči nekdo drug, vsako leto pridejo drugi udeleženci in to je vedno presenečenje, katere komade se bomo naučili in z katerih držav. In pol nam to zaigrajo, zapojejo in se to naučimo po posluhu in pol skupaj ustvarjamo aranžmaje. Časa za vse je razmeroma malo. Prve dni poteka učenje, potem pa vsak dan sledijo nastopi in druge aktivnosti. Kar naporen program prizna tudi dolgoletni vodja orkestra Matija Solce. Vsak dan najdemo moči za neke nove akcije, kdaj so aktivistične, kot recimo včeraj, ko smo šli v zapor igrati v Celju, pa smo imeli zvečer v Mariboru v polnem amfiteatru tudi neposredno povezavo z Gazo in smo v bistvu slikali v živo med tem, ko se je igral orkester. Vsak dan imamo neke nove izzive, teh nikoli ne zmanjka, mi smo pač in progres do konca, se še zmeri orkester nekako razvija, ne, ampak verjamem, da ta orkester je res sploh zdaj, ko smo že toliko časa skupaj, teh 10 dni, a ne, da sploh ni treba nič reči in stvari se kar same zgodijo. Po drugi strani pa je notranje zadovoljstvo toliko večje, saj kot pove Francozinja Judith, glasba poživlja. Med udeleženci vlada dobra energija, ko igrajo in pojejo, se vsi zlijejo v eno. Resnično je zanimivo to druženje med nami, pove Judith, saj prihajamo iz različnih glasbenih tradicij. Mislim, da lahko veliko damo drug drugemu. Sama imam klasično glasbeno izobrazbo, a sem iskala priložnost, da bi se spoznala s tradicionalno glasbo in improvizacijo. Zame je to tudi priložnost, da se naučim novih skladb in spoznam glasbenike, ki mi lahko pomagajo razširiti moje znanje. Po drugi strani pa je vse skupaj tudi zelo zabavno, še pove Judith, in na razmeroma visoki ravni. Vsak glasbenik orkester prinaša svojo kulturno dediščino, glasbeni izraz in ustvarjalno izkušnjo. Rezultat je, pravi Matija Solce, izkušnja, ki briše meje med državami, jeziki in glasbenimi žanri, ter dokazuje, da glasba ostaja eden najmočnejših univerzalnih jezikov. Res mislim, da je taka skupina ljudi, ki res en na drugega pazimo, najmlajše je 14 let stara, najstarejše je 55. Kolikšen del članstva je že stalna zasedba? So stalni in nestalni, ki se vračajo, ne, tako da zdaj pač recimo 2/3 jih že poznam od prej. Ne. In oni to v bistvu širajo to logiko, ne, da glasba ni nekaj, da ni nek koncept, ki se ga moraš držati in ga 100% izpolniti, ampak je vseeno neka bolj fluidna, organska stvar, ki je v bistvu neko sredstvo za komunikacijo, ne samo med nami, ampak med nami in publiko, in ne samo med nami in publiko, ampak med umetnostjo in svetom, in mislim, da je taka močna izkušnja v bistvu je možna samo preko glasbe. Ne? In to, da smo iz 22 držav, da govorimo različne jezike, da imamo različne mentalitete, da imamo različne kulturne ozadja, različne znanja, različne, še zmeri deluje kot enota, pa skupaj se vseeno poveže. No? V Sežani so si za nastop Etnohisterija World Orchestra prizadevali dlje časa, pove programska vodja v Kosovelovem domu Helena Čehovin Grželj.
V bistvu se že kar nekaj časa, mislim, da že to drugo sezono spogledujemo s orkestrom Etnohisterija. Nekako smo vedno se zgreševali s termini, ampak letos nam je končno uspelo, da smo jih uspeli dobiti v Sežano. In potem je beseda dala besedo, kako bi jih pogostili, kje bi se spočili. Matija je omenil, da bi kakšno jamo radi videli in smo poklicali Jamarsko društvo Sežana, takoj so bili za akcijo. In tako smo jih tukaj sprejeli, zdaj pa upamo, da se bojo tukaj okrepčali, spočili, kaj zaigrali in odtrgali amfiteater zvečer. Sinoči v Sežani se to ni zgodilo, nastopajoči in občinstvo je z odprtega prizorišča pregnal dež. Kljub temu pa je koncert pod streho Kosovelovega doma dosegel svoj namen. Etnohisterija World Orchestra ima do zaključka še 2 nastopa. Najprej drevi ob Ljubljanici, ob 1 zjutraj pa se bo v Truškah v Slovenski Istri začel koncert Plavajoči grad. Radio Koper skupaj z lokalnimi partnerji to poletje prireja niz koncertov ob sončnem vzhodu. Drugi iz tega niza se bo zgodil že jutri pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani v Goriških Brdih. Pri organizaciji sodeluje Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ter številni domačini. Glasbo bo izvajala zasedba Klasik Nakana, prispevek Simone Moličnik. Na prelepi razgledni točki pri cerkvi svetega Andreja pri Kožbani v Goriških Brdih bo v soboto ob 5. uri zjutraj zazvenel koncert, ki bo v eno povezal novo avtorsko glasbo in poezijo Ane Mezgec ter čar narave, to je rojstvo novega dne. Koncert bo izvedla zasedba Klasik Nakana. Zasedbo je ustanovila in jo vodi violinistka in skladateljica Ana Mezgec, ob njej pa bosta igrala še violinist Jan Šošteršič in kontrabasist Jošt Lampret. Ana Mezgec. Ob prvi omembi takega projekta sem vsekakor najprej pomislila, ob 5. zjutraj pa nisem še nikoli igrala, da bi začel takrat igrati, ne. In tudi zadnjič sva se z Joštom videla in mi rekel, jaz sem psihično pripravljen, da bomo igrali ob 5. zjutraj in sem rekla, jaz tudi več že 2 meseca, ker tu bo vseeno izziv. Na človeški naravi je, da si v taki uri zmatran, tako da, če ne drugega, tudi take vrste izziv. Poleg tega se mi pa zdaj res super priložnost, da lahko igramo moje avtorske skladbe in sem tudi razmišljala, če bom jaz malo zmatrana in da še zaradi lepe lokacije ganjala, bom verjetno jokala na koncertu in da se moram tudi psihično pripraviti na ta del. 3 bomo, 2 violini, kontrabas, poleg mene še Jan Šoštarič pa Jošt Lampret, verjetno oba vsem znana. Jaz sem napisala 2 novi skladbi, ena od njih sem pomenovala Ta naš svit, ampak s pikcami na DM. Tako da ima več pomenov, rada imam več pomenov. In sem v bistvu imela prav v mislih to situacijo na tem hribčku med vinogradi in sončnem vzhodu. Potem pa sem še napisala komad 2 plati, ker nima samo 2 karakterov, notih ima več, no, ampak tako nekako ta naslov se mi je utrnil ob pisanju. Potem pa bomo igrali še v bistvu skladbe, ki smo jih že igrali ali pa vsaj posneli. Ene stvari sem prearanžirala, no, za zasedbo 3, ker je tudi taka glasba, da zakaj pa ne, sloni na akordih in potem na melodijah čez in tako. 2 skladbi sta bila napisane, jaz sem takrat med to pandemijo imela plan narediti kar celo zbirko skladbic za violino in kontrabas, se je ustavilo pri 2. Tu je še vedno na mojem lagarju, no, enkrat se bom do tega lotila, ampak zdaj, ko sem te 2 skladbi prearanžirala za 2 violini in kontrabas, so mi seveda bolj všeč, ker je več možnosti. No, v glavnem, te 2 skladbi sta Vlaček in Hrastrah in v bistvu ideja tega koncepta je bila, da vsaka skladba govori o pošastih, ki so iz družine monstrunci, ker je pač za strunske inštrumente. Zdaj, zaradi tega aranžiranja bila tudi zbirka za različne zasedbe, ni nujno, da pač za neko določeno. In v glavnem vsaka skladba govori o nekem tako imenovanem negativnem čustvu, se pravi Hrastrah govori o strahu, pošasti, ki živi v gozdu in se boji hrastov, tako čisto neka abstraktna situacija. Ampak ideja je, da skozi skladbo vsaka ta mala pošast nekako se nauči tega čustva in ga se nauči kontrolirati in tudi sprejemati. To je v bistvu neka ta rdeča nit teh
zgodbic, pesmi. Drugi vlaček pa v bistvu sovraži valček in je tvoj taka skladba, ki se ta valček skozi nekako spotika in ne ve, ali bi bil valček ali ne, ampak na koncu tudi ta vlaček ujame ta korak in valček lepo izveni. To je še nekaj, kar me čaka, da dokončam, ampak sem jih pa izbrala te 2 skladbici za tudi ta dogodek in ker sem ob njih napisala tudi eno kratko poezijo, bom tudi to prebrala na samem koncertu. Pridružite se nam, doživetje bo posebno, pridite v Goriška Brda ali spremljajte neposredni audio in video prenos na programih Radia Koper in Ars. Naokrog se oziram, se na stolu zviram, brez miru parkiram, znotraj pa Danes se v Ljubljani začenja tradicionalni festival Dobimo se pred Škucem, ki že 24 let ponuja sklop raznolikih dogodkov. Brezplačen program tudi tokrat obsega koncerte, gledališke predstave, razstave in literarne dogodke z domačimi in tujimi ustvarjalci, pa tudi knjižnico pod krošnjami in Škučevo tržnico. Potekal bo do 2. avgusta, vsak dan od 17. ure dalje pred Škucem na Starem trgu v Ljubljani. V galeriji Božidar Jakac na Kostanevici na Krki bodo v soboto odprli skupinsko razstavo z naslovom Umetelno, ki kritično naslavlja dvoumno in kompleksno vprašanje delitve na naravno in umetno, ki se pogosto izkaže za zavajajoč koncept, saj so vsi umetni materiali še vedno rezultat izkoriščanja naravnih virov. Razstava sooča dela in prakse zelo raznolikih umetnikov. Tin Dožič, Simon Goričnik, Lara Reichman, Andreja Zabric se na različne načine posvečajo pojavom umetno ustvarjenih objektov in podob in se aktivno posvečajo odnosu človeka do svojega okolja. V nedeljo pa se bo v vasi Soča začel mednarodni umetniško-tehnološki tabor PIFCamp. PIFCamp je enotedenski tabor, ki v dolino Soče vsako leto privabi okoli 60 raznovrstnih ustvarjalcev. Glavni namen tabora je razvoj umetniških projektov, orodij in konceptov po načelu skupnostnega delovanja in prostega pretoka idej, znanj in izkušenj. Udeleženci iz vsega sveta sočasno ustvarjajo več kot 40 projektov, med drugim s področji biohackinga, umetnosti živih sistemov, računalniških umetnosti in kreativne elektronike. Za konec pa še to. Na Sotočju v Tolminu se danes začenja 4. festival Tolminator, ki je namenjen ljubiteljem trše glasbe. Nastopilo bo več kot 60 tujih in domačih zasedb različnih žanrov in podžanrov metala, hardkora in punka. Glasbeni program bo potekal do vključno ponedeljka zvečer. To je bil Petkov svet kulture, pripravila svagatonski mojster Vjekoslav Mikes in Miha Žorž.